V novembrskem Adrenalin Kiku ne bomo le sproščali odvečne energije, temveč bomo poskušali rešiti tudi večno vprašanje. Kdo je boljši voznik, moški ali ženske? In kje bi se tega lažje lotili kot na dirkališču? Tja smo se podali skupaj z 10 nagrajenci, ki so se uvrstili na prvi Grand Prix Radia SI. Dirka poteka v že zelo ustaljenem ritmu oziroma na ustaljen način. Torej, najprej bodo vsi tekmovalci preizkusili stezo. Temu mi imenujemo trening vožnja. Vožnja bo trajala 8 minut, torej bo vsak naredil nekje med 10 pa 16 krogi, odvisno kako hitro bo vozil. Potem jih bomo med sabo majčkeno pomešali. No in potem v tretji krog gre pa 5 najhitrejših iz tega drugega kroga, to so finalisti in med njimi bomo dobili zmagovalca današnje tekme. Čeprav so med tistimi, ki so se prijavili na dirkaški Adrenalin Kik, prevladovali gospodje, pa sta se med nagrajenci znašli tudi 2 dami, ki se moške konkurence nista prav nič ustrašili. Kaj pričakujete od današnje tekme? Ja, zmago. Kakšna posebna taktika? Taktike nimam, sem že malo vozila, tako da vem, kako to gre. Imam rada zelo dirkalne športe, tako da upam malo na to prednost, ki jo moški ne pričakujejo pri ženskah. Kljub temu, da je večina že težko čakala, da se zapodi po progi, pa so se naši tekmovalci morali najprej poučiti o varni vožnji in pravilnem ravnanju z gokardi. Še nekaj koristnih nasvetov tik pred zdajci in tekmovanje se je lahko pričelo. Medtem ko so eni pridno pritiskali na plin, so drugi pozorno opazovali konkurenco in študirali zmagovalno taktiko. Nisem nič posebej vadil progo, sem prejšnjo konfiguracijo poznal, no zdaj kaj je nova, tako da sem pač v isti prednosti kot vsi ostali, se pravi v nobenim. Čim hitreje, ampak dovolj previdno, ker na gokardih oziroma če se enkrat obrneš pri teh dirkah, da si prehiter, avtomatsko zgubiš dirko, je skoraj da sigurno. Je razlika med vožnjo tukaj po tem poligonu in po cesti? Absolutno, zelo velika. Ampak to je prednost, ker ni radarjev. Po 2 kvalifikacijskih krogih pa smo le dobili 5 najhitrejših dirkačev, ki jih je čakal še finale. Ravno kar smo izvedeli, da ste prišli med finaliste, kako vam je to uspelo? Ne vem, po sreči po moje, no, z malo truda pa veliko sreče. Privaditi se treba zagreti gume, pa potem temu primerno spet voziti naprej. Rešite se vseh nastopajočih pred mano in si ustvariti svojo razdaljo, ker lahko potem voziš najhitrejši čas tega kroga. Ne? Dobro si je pogledati tistole mapco, da se ve, kje je treba majčkeno bolj prebremzati. Ostalo pa probati, mogoče majčkeno out of the box razmišljati. V finale se je uvrstila tudi ena ženska. A boste se še posebej pazili na njo ali boste poskušali premagati predvsem moške kolege? Pa, po eni strani, če že zmaga, ne ženska zmaga. Tako ste fajn? Ja. Taktike ni bilo, bilo pa zelo lažje voziti, ker smo bili časovno vsi približno enaki, tako da ni bilo tega sprehitevanja pa izgubljanja časa s tem. Da fante čaka res težko delo, je bilo jasno že po prvih krogih, saj naša finalistka ni prišla oborožena le z dirkaškim znanjem, temveč tudi s pravo navijaško skupino. Za koga ste prišli navijati? Za Tino. In kaj ste se pripravljali, da ste imeli transparente in vse skupaj? Ja, včeraj zvečer smo jih delali. Je bilo dosti dela? Kaj? Mi smo pred časom organizirali veliko ženskih dirk in smo prišli do zaključka, da so pač ženske preračunljive voznice in tudi dobre športnice, predvsem so pa velike bojevnice. Ne? In sem prepričan, da če je majčken talenta, pa poguma, prava mera poguma in pa seveda spretnosti, bo imel marsikateri fant v tej skupini težave, če bo dekle sigurno se potrudila in dala vse od sebe, da bi dosegla zelo dober rezultat. Na koncu pa je moška drznost le zmagala nad ženskim taktiziranjem. Sicer je bilo 3. mesto, ampak uspeli ste premagati kar 7 fantov. Kako vam je to uspelo? Lahkota. Ne, bila je težka tekma, malo že pade koncentracija v 3. krogu. Je bilo kar zanimivo, no? Je fino s fanti tekmovati, so zelo hitri, tako da imaš veliko več motivacije. Tale srebrna medalja je toliko vredna kot zlata? No, ni, ampak vseeno sem vesel z rezultatom. Sem v bistvu pričakoval, da sem v 3. krogu dosti slabše vozil. V bistvu je bil pa najboljši rezultat od vseh 3 krogov, tako da sem bil vseeno presenečen. Zmago si je po težkem boju priboril Dejan s Ptuja. Ja, čestitam, ne, gospod zmagovalec. Kako vam je uspelo? Šlo je malo sreče, malo izkušenj.
Težko je bilo, ampak šlo je, hvala Bogu. Je to vaša prva zlata medalja? Ja, prva. In kje bo končala? V vitrini doma. Si boste kupili sedaj posebej vitrino za takšne zadeve? Mogoče, ja. Prvi Grand Prix Radia SI se je zaključil, tako kot se za prava dirkaška tekmovanja tudi spodobi, s podelitvijo priznanj najboljšim in obveznim skupinskim slikanjem.